razblinila. Pred desetletji je bilo nekaj primerov redkih, ta pojav, prehajanj pa ta praksa recimo se širi. Kot je omenil Ivo Jevnikar, naša senatorka Tatjana Rojc, svoj prvi knjižni prvenec, ki ni bil eseistične narave, napisala v italijanščini. Imamo kar nekaj avtoric, recimo Klaudija Vončina, profesorica italijanščine na Slovenski šoli v Trstu, na Goriškem, piše samo v italijanščini, Lida Ukmar, pesmi samo v italijanščini, Antonela Bukovec v Benečiji izbrala italijanščino, mlada tržaška avtorica Anja Zubin, ki piše kriminalne romane, je izbrala italijanščino. Je pa tudi nekaj takih praks, pri katerih avtori izbirajo oba jezika. Recimo to je primer Dušana Jelinčiča, Igorja Bizona, Borisa Pankrca in še drugi. Se postavlja vprašanje, torej prvo vprašanje, zakaj se to dogaja, in temu bomo tudi v Društvu slovenskih izobražencev čez približno mesec dni posvetili poseben večer. Postavlja pa se tudi vprašanje, kam sodijo ta literarna dela, če v slovensko ali v italijansko književnost. Postavlja se vprašanje, kaj določa sploh slovensko književnost, da je avtor Slovenec, da obravnava, da se obrača na slovenskega bralca, da se dogajanje odvija na slovenskem, ali da je nekdo slovenski pisatelj. Verjetno je potrebno prav to, da piše, da se samozavestno odloča in izbira slovenski jezik. Torej, in na to, recimo o tem, torej to je zelo odprto vprašanje, odgovorov dejansko ni. Važno je, da temu sledimo, da se tega zavedamo, ker kot je omenil Ivo Jevnikar, v našem zamejstvu, kljub temu, da hočeš nekaj izzvati, nek problem, recimo, obelodaniti, najlažje je, da se o tem sploh ne govori, da se nihče na to ne odziva. To pa je dejansko en problem, en pojav in tudi naše manjšine, ker tudi odpira vprašanje, kam gremo, kam nas bo vse to peljalo. Torej, in o tej temi so v fokusu številka 9 spregovorili esejistka in doktorica literarnih ved Vilma Purič. Ne vem, naj samo eno misel iz njenega eseja izpostavim, pravi, da v svojem pregledu odnosa do prostora in jezika, ki ga ubesedujejo v svojih italijanskih stvaritvah avtorji slovenske narodnosti, pravi, da tisti avtorji, ki so se odločili za italijanščino, kljub odličnemu obvladovanju italijanskega jezika, ugotavljajo, da ne morejo izraziti vsega v italijanskem jeziku, ker ne morejo besediti tistega dela intime, ki ostaja zvest temu izvornemu jeziku. Literarna zgodovinarka Marija Pirjevec, ki jo je gospod Maver omenil, se je v članku zaustavila pri 3 avtorjih, ki so doživeli travmo jezika, in sicer Boris Pahor, Alojz Rebula in Florian Lipuš, in pri takih, ki so se odločili za pisanje v tujem jeziku, torej Maja Haderlap in Brina Svit, ki piše po slovenščini in francoščini. In torej, v glavnem to raziskuje odnos do jezika in pravi, da za narod, kot je slovenski, za katerega se je v zgodovini uveljavila sintagma jezikovni narod, je tole odločanje, tole prehajanje zelo boleč pojav. Objavili smo tudi razmišljanje Silve Borovnik, profesorice na Mariborski univerzi, ki vzpostavlja nov problem medkulturnosti, ki ga recimo razbira v romanu Maje Haderlap, Angel pozave, in torej odpira ta predalček te medkulturno zaznamovanih avtorjev in literarnih del. Pravi, Mladika nekako odpira, vleče na dan določene probleme, določene teme, ki verjetno bojo vredni še dodatne obravnave. Zelo oster je pisatelj in pesnik Maričuk, ki poudarja pa tole problem, da tale izbira drugega jezika je neke vrste samomorilsko dejanje, ki predvsem v našem manjšinskem prostoru Slovencem v Italiji upepeljuje vse
kar se na ravni politike, civilne družbe in kulturnega življenja počenja, da bi bil naš jezik dostojno zaščiten in da bi imel čim več aktivnih, zavestnih govorcev slovenskega jezika. In torej tudi v tem primeru za narod, ki se utemeljuje in se določa s kulturo, in za našo manjšino, za katero je bila kultura in jezik bistvenega pomena, ta izbira pelje v neko dejansko dodaten znak propadanja naše manjšine. In posebno problematično tole postane, ko se za pisanje v italijanščini odloča tudi predstavnik, ki nas zastopa v italijanskem parlamentu. To pa je res hudo. Zanimivo pa je stališče režiserja in pisatelja Igorja Pisona, ki pa pravi, da tudi rad piše v slovenščini in italijanščini in pravi, da izbiro jezika določa snov, obravnavana snov, da določene vsebine pač lahko izrazi samo v slovenskem jeziku, določene pa v italijanščini. V rubriki Fokus smo potem izpostavili nekatere izjave Florjana Lipuša, Janeza Dularja, Lojzeta Bizarja in samega Alojza Rebule. Tako, priporočam v branje tole mladiko. Če smem pa še nekaj o knjižnem programu, torej lanska knjižna bera z letnico 2018 je bila zelo bogata, torej izdali smo, mislim, 15-16 knjig. Posebno, če se prav uokvirim nekako v tematiko tega fokusa, zelo ponosni smo na to, da smo lahko izdali izvirna leposlovna dela v lanskem letu. Na to mislim na zadnji roman Alojza Rebule, na nov roman Marija Čuka Prah, ki tudi pripoveduje o stanju naši slovenski manjšinski skupnosti. Izredno zanimiva je tudi antologija, ki jo je uredila tukaj prisotna Evelina Umek z naslovom 30 najboljših, ki zajema prispevke, ki so v 44 letih dospeli na literarni natečaj založbe Mladika, namreč Mladika od leta 1973 razpisuje literarni natečaj za prozo in poezijo. Evelina Umek je dela te nagrajene zgodbe prebrala, sestavila izbor 30 najboljših in ta knjiga je odlično pričevanje o tem, kaj se nam je zgodilo v teh 40 letih, od leta 1973 do 2016. Zanimivo je, da teme so se s časom razvile, kot je izpostavila Evelina Umek, kako je meja nekoč močno zaznamovala naše odnose, potem so se te teme z leti spremenile. Zastopane so vse tri Slovenije, kjer so tudi nagrajeni avtorji iz Argentine, iz Združenih držav, Kanade, tako da je knjiga zelo zanimivo pričevanje naše zgodbe, naše zgodovine vseh treh Slovenij. Veliko pozornost posvečamo tudi tem zgodovinskim temam, razmišljanjem o naši polpretekli zgodovini, torej imamo zgodovinsko pričevanje begunke, primorske Slovenke, ki za časa druge svetovne vojne in fašizma prebivala v tem prostoru, v Sloveniji, do Bojanega Nevdom. Dve knjigi o prvi svetovni vojni. Tako, knjige si lahko sicer sami ogledate, izdajamo tudi otroška dela, izdajamo tudi redno knjige kapetanov Bruno Urvoj Lisjako, ki raziskuje našo pomorsko zgodovino, slovenski odnos do morja. Tako, program je zelo pester, tako, vedno pa skušamo v naš knjižni spored zajeti knjige, izvirna leposlovna literarna dela, ker verjamemo, da le na tak način bo naša skupnost lahko živela in tudi bila aktivna in plodna. Drugače, če bi samo, recimo, kot nekateri to počenjajo, objavljali prevode, bi vse skupaj to imelo zelo majhen pomen.
Z našimi deli hočemo tudi izzivati, hočemo tudi opozoriti na določene teme, na določene težave, osveščati tako naše bralce, kot tudi seznanjati osrednji slovenski prostor s temami, ki so pomembne, ampak dovolite, če se tako izrazim, da tudi če se nekaj ne dogaja v središču Slovenije in se dogaja na nekem robu, je prav tako pomembno za življenje naroda. Hvala. Še Alenka Puhar. Moje sodelovanje z mladiko, ali moj pogled na mladiko smo ji dali kot domača naroda. Ja. Dobar dan, lep pozdrav. Jaz bi dvoje rada povedala. Prvo bi se navezala na to izredno zanimivo osvetlitev vprašanja izbire jezika, dveh jezikov. Rada bi povedala, da je tudi v Sloveniji, se pravi v matičnem, v državi Sloveniji, to tema, ki občasno izredno razburka javno mnenje. Iz zelo podobnih razlogov, kot se to dogaja v Italiji, tržaškim in goriškim Slovencem in seveda na Koroškem. Nekatere dileme so bolj moralne, druge so moralno-politične, potem so tudi nekatere bolj formalne. Ampak da vam s nekaj primeri osvetlim, zakaj gre in predlagam skratka debato, ki ne bi ostala v krogu teh zamejskih pisatelj, ampak bi se vključila tudi matica vanjo. Eden najbolj zanimivih primerov, kar jih poznam, je primer Alme Karlin. Kot veste, je bila svetovno znana pišoča ženska, ki je v glavnem objavljala zelo literarno izdelane potopise v nemškem jeziku. Zato, ker je bil to njen materni jezik. Ko rečem, da je bil materni jezik, seveda skoraj uporabim navednice, ker je bila njena mama Slovenka, ampak družina je bila izrazito, ker je bil oče oficir, izrazito avstro-ogrsko, avstrijsko, orientirana in so zato uporabljali nemški jezik. Ker se je tega jezika naučila, slovenščino pa samo za silo, je vse življenje pisala v nemškem jeziku. Za uveljavitev v slovenskem kulturnem svetu je bila predvsem politično neprimerna, kočljiva. In zato so jo s tem razlogom, da itak piše v nemščini in torej kaj sploh počne v slovenski kulturi, so jo zaradi tega odrinili, zatrli, bolj ali manj tudi fizično in psihično uničili. Njena literatura pa je postala znana v prevodih, predvsem šele po demokratičnih prevratih v Sloveniji. Tak primer je zelo sodoben in to je primer Erike Johnson-Debeljak in njenega vstopanja ali nevstopanja v Društvo slovenskih pisateljev. Ob tem se je vnela zelo živahna razprava o tem, kaj in zakaj naj bi neka gospa, ki piše ameriško angleščino, delala v Društvu slovenskih pisateljev. Eni so bili za, eni so bili proti, zdaj je članica, ampak ima poseben status. No in ob Eriki, ki je bila najbolj znana, najbolj znan primer je bilo še nekaj primerov ljudi iz preostalih republik bivše skupne države, ki pišejo srbo-hrvaško, rečem jaz, ki sem že starejša gospa in mi te izrazi, kot je bosanski jezik, nekako ne grejo še z jezika. Skratka, ki pišejo različne jezike bivše Jugoslavije. In navsezadnje vas bo gotovo zanimalo, verjetno ste pozabili,
da je bila dokaj živahna in pomembna debata o vprašanju, kaj dela Miran Košuta kot predsednik Društva slovenskih pisateljev. Ne, slavistično. Slavističnega, oprostite, slavističnega društva. Tako, kaj in zakaj? Ali bi mu to dovolili, ali mu ne bi dovolili. In to zaradi tega, ker ima italijansko državljanstvo. To je tudi en vidik, ki ga kaže vključiti v te razprave. Nazadnje ni smel biti, ne? Je bil izvoljen. Je bil potem vsem izvoljen, pa je še kakšen drug, ali kako. Skratka, tukaj je več dilem in vse imajo en zanimiv moralen pridih, tako kot skozi večino naše zgodovine, ko je bilo to, ali si se odločil biti Slovenc ali Nemc, kot so rekli, ali tako imenovani Nemc, zelo usodna dilema in so jo mnogi morali plačati z življenjem. Najbolj zanimivih primerov takih odločanj je Lojze Kovačič, eden najbolj zanimivih in plodnih sodobnih slovenskih pisateljev, ki bi moral biti izgnan leta 1945 skupaj z vsemi svojimi sorodniki, pa se je odločil, da bo ostal, ker je bil en prehod v nov jezik tako hud, da on se ne bi vračal po tej isti težavni poti. On je svojo družino prišel iz Švice, se pravi iz nemško govorečega okolja in iz maternega jezika, ki je bil nemščina in je ostal nemščina. Ampak se je v zelo težkih okoliščinah vojnega časa priučil slovenščine in kljub hudim udarcem se ni mogel odločiti, da bi napravil to pot nazaj. Zdaj pa točka 2, moje sodelovanje z mladiko. Jaz sem ista generacija kot Jože, midva so dolgoletna kolega in zame je v nasprotju z mnogimi starejšimi ali mlajšimi, tukaj sedi najstarejša naročnica, gospa Tatjana Rejc. Zame Trst nikdar ni bil to, kar je bil za to starejšo generacijo, pa tudi ne zato, kar je za to novo generacijo. Zame je Trst bil zmeri kraj, kjer je več svobode kot česa drugega, kot pri nas. In čeprav so skozi moje življenje v glavnem poudarjali, da je v Trstu več materialnih dobrin kot česa drugega, sem jaz to svobodo zmeri dajala na prvo mesto. Če to osvetlim nekoliko anekdotično, ko sem premlevala razne spomine na to, mi je seglo v zavest, da je natančno 30 let, kar sem imela v zvezi s tem en poseben dogodek. In sicer sem bila spomladi leta 1989 na obisku v Trstu, predvsem se spomnim pri več ljudeh, predvsem pri Borisu Pahorju, in sem imela dolge in zanimive pogovore, in ko sem odhajala, mi je dal nekaj literature. Jaz se ne spomnim, kaj vse je bilo, zanesljivo pa vem, da je bilo nekaj Franca Jeze. In ta literatura je bila pri nas prepovedana, bila je kazniva, mislim, posedovanje in uvažanje te literature je bilo kaznivo, kot verjetno večina med vami še ve. In mene je nenadoma, malo pred mejo, ko je bilo treba stopiti iz avtobusa dol in iti v tisto stavbo, carinsko in policijsko, in položiti na mizo vse, kar je človek imel. Mene je nenadoma v tej vrsti prešinilo, pa saj jaz imam pa tukaj v eni
polivinilasti vrečki nekaj, iz česar lahko naredijo hudo neprijetnost. In sem si rekla, kam bi zdaj to skrila. Nagrobna panika me je pograbila, potem sem si pa rekla, za božjo volo, če bojo kaj hoteli v zvezi s tem, bom pa škandal naredila. To je bilo eno tako drobno dejanje osvoboditve. Hvala Bogu, tisti cariniki in policaji niso temeljito pogledali, kaj imamo v tisti vrečki, verjetno se jim je zdelo neumno ukvarjati se s parimi revijami in knjigami, ker je večina drugih seveda nosila čez dosti bolj dragocene predmete. Skratka, v Trstu, tako tudi v Mladiki, so zmeraj objavljali neke stvari, ki jih pri nas ali absolutno ni bilo mogoče objaviti. Spomnite se samo Kocbekovega intervjuja, ali Jeze in številnih njegovih tekstov, ali pa so bile te teme pri nas toliko kočljive, da so se jim tudi potem, ko je režim komunistične partije propadel, raje izognili, pa zakaj bi to, pa raje ne bi, pa no sej, to je že minil, prepustimo to zgodovini in tako dalje in tako dalje. No in če zdaj naredim nekaj klicajev zame osebno in za moje delo in za moje izobraževanje, je bilo gotovo izjemnega pomena, da je Ivo Jemlikar sprožil v Mladiki eno dolgo serijo, ki je trajala 10 let, o primorskih padalcih. To so tisti nesrečneži, ki so bili kot italijanski državljani